Tokrat občinskem informatorju. Obiskali smo vodohrano v Framu. V Mariboru sprejem za srbske študente, ki teče v Evropski parlament Bruselj. Veliko jurjevanja v vaški skupnosti Juri je prineslo tudi blagoslov konjev in vozil. Kam se bodo ljudje odpravili na kresovanje prvomajski pohod, kako bodo preživeli praznike. Moški pevski zbor Kade Pauza znova navdušil. Dan šole na Ptujski gori s prireditvijo Vrvež na šoli. Benetke na Lentu, nova energija, ki Mariboru prinaša sproščenost in druženje. Lepo pozdravljeni. V občini Rače Fram so zaključili projekt izgradnje novega vodohrama v Framu. Ta pomembna pridobitev bo zagotovila zanesljivejšo oskrbo s pitno vodo ter izboljšala varnost in učinkovitost vodovodnega sistema. V občini Rače Fram so zaključili pomemben projekt izgradnje vodohrana v Framu, ki je močno izboljšal oskrbo s pitno vodo in okrepil vodovodno omrežje v tej občini. Dejansko se nahajamo v predprostoru novega vodohrana Fram in z veseljem lahko povem, da tudi to ena velika pridobitev za občino Rače Fram. Namreč letos meseca februarja je bil tale objekt tudi uradno predan v uporabo. In veliko večji del občine se že z vodo oskrbuje iz tega objekta. Odkar stoji na objekt, so zmogljivosti bistveno večje. Gre pa za dejansko vodohran kapacitete 350 tisoč litrov oziroma po domače 350 kubičnih metrov. In samo za, mogoče da nazorno prikažem, prvotni objekt na tej lokaciji je imel kapaciteto 100 kubičnih metrov, ta ima skupaj 350, kar pomeni več kot 3-krat večje zmogljivosti. Sodobno infrastrukturo in večjimi zmogljivostmi so prebivalci zdaj bolje pripravljeni na morebitne vremenske izzive. Projekt pa je še en korak k višji kakovosti življenja v občini Rače Fram. Zagotovo bo ta vodohran prinesel k temu, da tistih poletnih, najbolj sušnih mesecih več ne bo prekinitev dobave pitne vode, razen seveda, koliko se zgodi, upam, nekakšna okvara. Sicer pa ja, objekt, investicija nekaj manj kot 500 tisoč evrov, zaključena, kot že rečeno, v lanskem in pa v letošnjem letu januarja in februarja. Manjka še nam samo celovita ureditev okolice. Leta se bo urejala v sklopu ureditve občinskih cest. Tudi ta razpis je v pripravi in v sklopu obnove 7 odsekov občinskih cest se bo tudi okolica in pa tukaj tale cesta, lokalna cesta, celovito urejala. Tako da še en objekt, na katerega sem vsaj jaz kot župan zelo ponosen in pa tudi zelo vesel, da lahko odslej tudi, bom rekel, varno omogočamo dobavo, oskrbo občanov s pitno vodo. No, vodohranu v Framu tako ne predstavlja le izboljšave oskrbi s pitno vodo, temveč je tudi pomembna naložba v prihodnost in trajnostni razvoj občine. Na glavnem trgu v Mariboru so sprejeli srbske študente, ki v štafetnem maratonu tečejo do Bruslja v Evropski parlament. Tam želijo na plenarnem zasedanju predstaviti razmere v Srbiji in opozoriti, da morajo odgovorne osebe odgovarjati zaradi lanskega podrtja nadstreška na železniški postaji v Novem Sadu, zaradi katerega je umrlo 16 ljudi. Približno 150 glava množica ljudi je v Mariboru pričakala 21 srbskih študentov tekačev, ki so trdno odločeni, da bodo pritekli v Bruselj na Evropski parlament. Idemo u Brisel, razlog je posjet institucijama i reakcija, zbog zločinačkog režima u našoj zemlji. Naš narod ne može da trpi više to i mi smo, trkači u blokadi su rešili da trče do Brisela i to ćemo i uraditi. Poudaril je, da bodo na svoji poti obiskali več držav in mest. Dižemo ljudima moral, da imaju bar malo nade zbog promena. Z njimi potuje tudi logistična in podporna ekipa, tako da jih je dejansko še več. In kako je zanje na sprejemih po mestih, tudi v Mariboru? Ovdje meni nekako najemotivnije. Prelepo je stvarno, samo suzdržavam se da mi ne krenu suze. Do sad možda i najlepši, mada svaki je bio lep. Množica ljudi se je dejansko zbrala že uro pred njihovim prihodom, vzklikala, pela, nosila transparente. Za organizacijo je poskrbela cela diaspora in srbski študenti v Sloveniji. Maribor pa vsi Srbi v Sloveniji, pa tudi Slovenci podpirajo naše študente na poti. Sama jih podpira že od vsega začetka. Ker sem i sama študentka v Sloveniji, študiram tukaj zdaj več kot 4 leta in se zaradi
celog sistema sem se jih preselila v Slovenijo in jaz podpiram vse, kaj pa oni delajo in mislim, da to, kaj pa zdaj delajo, je nekaj res amazing, nekaj novega, nekaj lih zanimljivega tudi. Med tistimi, ki so jih v Mariboru podprli, so bili tudi starejši. Zaradi korumpirane vlade v Srbiji podpiramo vse študente, vse njihove akcije, vse, kaj delajo. Mislimo, da je Srbija je hujša kot Romunija pred par letmi. Ja, podpiramo njihovo borbu za pravdu, za bolju budućnost. Študenti tekači nadaljujejo pot po več državah vse do Bruslja, kjer hočejo 12. maja na plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta predstaviti stanje v Srbiji. V vaški skupnosti Juri v občini Kungotam pa imajo večletno tradicijo jurjevanja. Tudi letos so poleg vsega pripravili blagoslov konjev, vozil, celo starodobnih vozil. Poglejte, kako je bilo. Na Jurjevo nedeljo so v vaški skupnosti Juri pripravili tradicionalno jurjevanje. Že nekoč je prav na tem mestu bil velik blagoslov konjev. Zadnja leta pa na nek način obeležimo ta praznik tudi z žegnanjem oziroma blagoslovom starodobnikov, motornih vozil, štirikolesnikov, starih traktorjev, torej vse, kar prevaža ljudi in na nek način zaželimo vsem srečno pot in varno vožnjo. Tudi krajanom oziroma občanom pomeni ta praznik veliko. Jurjevanje je en večjih praznikov v naši občini in pa največji v vaški skupnosti Juri. In na ta način se prične veselo obdobje, ki sledi v mesecu juniju, potem še občinski praznik in v mesecu septembru kmečki praznik v Svečini. K sreči imamo danes v nedeljo lepo vreme, nekaj manj sreče je bilo včeraj, pa kljub vsemu je bilo kar lepo število ljudi tudi na včerajšnjih dogodkih. In z novim vodstvom našega društva, ki organizira v Juriju to prireditev, so se res potrudili in so prinesli v te kraje torej kar večdnevno dogajanje. V nedeljo so najprej imeli mašo, nato blagoslov. Tudi Urška Plantev in njeni so izkoristili lep dan in prišli na jurjevanje. Tako vsako leto je super. Nekaj se nas je zbralo, tako z jeklenimi konjički kot z živimi konjički. Da upamo, da se bo ta tradicija držala še naprej. Konje so, kot vedno, tudi nekoliko pripravili. Nenazadnje jih pripeljejo na jurjevanje, kjer je včasih tudi kneča. S konji je tako, da jih je treba reden trening ali pa vsaj neko delo z njimi. Treba jih je očistiti, čeprav se potem spet umažejo. Se jih očisti, se da opremo, pripravi se kočijo, potem pa se štarta počasi. Na jurjevanje pa je prišlo tudi nekaj lastnikov jeklenih konjičkov, kot radi rečemo vozilom, tako da smo tam naleteli tudi na skorajda razstavo starodobnih vozil. Danes, ker je bil izjemen lep dan, smo si privoščili tudi vožnje tukaj in možnost, da pokažemo tudi svoje vozila. Jaz recimo za svojim Fiatom 71-letnikom 850 Sport Coupé. Kako pa to, da se je ravno vsem pritegnilo? Ste prvič, prihajate vsako leto? Ne, v bistvu je tukaj tura zelo lepa, ni toliko prometa. Pri starodobnih vozilih je značilno, da se počasneje vozi, se bolj uživa, tako da se to lahko na tako vožnjo to privošči. Blagoslov mu pomeni kot začetek sezone, pri katerem razmišlja tudi o varnosti in spoštovanju vseh udeležencev v prometu. Sam pa je pred časom vozilo tudi obnovil. Vozilo je v bistvu bilo podarjeno na nek način od prijatelja. Gospa lastnica je še živa, danes je 95 let stara. Je to njeno vozilo bilo praktično 25 let, potem pa je šlo v neko začasno skladiščenje in sem jaz na nek način obnovil od začetka do konca, bi rekel od najmanjšega vijaka pa do konca izdelka, ki vidite danes. Da bo vozil varno vse leto svojega starodobnika, si je na blagoslovu zaželel tudi Jože Borko, ki hodi v Juri že 5 let. Naš predsednik je domačin tukaj. In on seveda z svojim klubom pride sem in to smo mi potem vsi po vrste, pa še nekaj jih je doma. Kako pa se vam zdi danes tukaj? V redu. Včeraj smo imeli v Mariboru reli v Avstrijo, tam smo se pogledali ta avstrijski reli, ta dragi reli, zelo lepo, tam smo tudi imeli kosilo in
Drugače pa nas privračajo te starostnike, stare avtomobile, motorje. Njegov Mercedes tip Peugeot 280 SL je letnik 1970. Vozit kabrio, drugače pa je vozilo v originalnem stanju, zunaj kot notre, in pa tudi motor in vse številke, pa to vse štima tako, kako je to bilo tistikrat napravljeno. Ljudi, lastnikov konjev, vozil je bilo na blagoslovu še več. Uživali so tako na uradnem delu, kot tudi pri druženju in pokazali, kako pomembno je ohranjati tradicijo. Ste med tistimi, ki boste odšli nocoj na kresovanje ali pa na kak prvomajski pohod? Kaj pa ostale dni praznikov? No, na ulicah Maribora smo preverili, ali in kam se nekateri odpravljajo. Prvomajski prazniki so priložnost za vdih za marsikaterega. Nekateri bodo odpotovali ali pa so že. Nekaj mimoidočih, ki so bili med prvim delom praznikov še doma, smo vprašali, kam gredo na kresovanje. Ne vemo še točno, še se dogovarjamo. Verjetno ne. Zakaj ne? Ne vem, še nimam še nekih planov. Ne. Zakaj ne? Ne vem, ni nekaj. Prej včasih je bil pri Koblaru. Zdaj je v Kamnici. Jaz sem čula, ja. Ampak ne. Je že Malečnik. Malečnik, ne? Kak to? S prijateljco gremo. Ravno se o tem menimo. Kaj pa na prvomajski pohod ali kak izlet? 1. maj, čas za počitek ali za kak izlet? To pa žuraš dolje, 1. maja. Iz 30. na 1. In pol naprej do konca praznikov? Tako je. Bomo šli. Ste že kaj načrtovali? Malo načrtujemo, ampak končne odločitve še ni. Zdaj še ne, bomo pa izkoristili teden po prvomajskih še za kakšno potovanje preko meje. Doma bom. Cele praznike? Ja. Zakaj? Tak, nekaj boljšega za delati. Ne, nič takega, zdaj smo v službi skozi, tako da. A je tudi ostale dneve ste v službi zdaj med prazniki? Ja, tako da žal nikomor. 1. maj gremo v Avstrijo, ščeri. Tako da boste verjetno tam ostali v nekaj dni. Ja, bomo ostala do nedelje. Kako pa bo z naslednjimi dnevi? Jih bodo ljudje izkoristili za druženje, izlete ali kaj drugega? V tujino. Ja. Doma po pohorju bom hodila, drugo pa finančno ne gre. Med prazniki bomo doma. Nikamor ne gremo, doma smo, malo izkoriščamo mestni park, Lent. Verjetno bom pri Fontu, pa se verjetno učila, ker sem še v šoli. Tako da ja, bo bolj tak. Pa vi ste se že odločili, kje in s kom boste preživeli praznične dneve? Moški pevski zbor kulturnega društva Pauza je znova navdušil z že 43. tradicionalnim koncertom, ki je napolnil hram kulture Arnolda Tovornika. Ob energičnem nastopu zbora in humorja gosta Tilnar Tača je sobotni večer minil v duhu glasbe, smeha in topline, ki jih člani Pauze vsako leto znova prenašajo svoji publiki. Sobotni večer v Silniškem v hramu kulture je še enkrat dokazal, da tradicija živi. Zdaj je trema padla, pa vsa bremena so padla z nas, drugače super je bilo, no. Občutki so fenomenalni, dvorana polna, ljudje zadovoljni in to smo tudi mi zadovoljni. Moški pevski zbor kulturnega društva Pauza je s 43. tradicionalnim koncertom navdušil publiko in pokazal, zakaj ostaja eden izmed osrednjih stebrov kulturnega dogajanja v regiji. Vsako leto pač planiramo ta letni koncert, poleg letnega pa delamo tudi dalmatinskega, katerega bomo vljudno vabili vse poslušalce, da se nam pridružijo v mesecu oktobru, ko pride klapa iz daljne Istre, klapa Motovun. To bo tudi en super dogodek, katerega ponavadi popestrimo z pogostitvijo za poslušalce z sardelicami pa z vinčekom. Posebno noto večeru je dodal gost večera, Tilnar Tač, ki je s svojimi domiselnimi imitacijami in humorjem poskrbel za dobro vzdušje in smeh. Krasni. Jaz sem sodeloval s moškim pevskim zborom kulturnega društva Pauza, zdaj mislim, da že drugič, tako da se poznamo, vedno je zelo lepo sodelovati z njimi, predvsem pa nastopati pred to čudovito publiko v Selnici ob Dravi in moram reči, da vedno zelo rad pridem, oziroma se vračam v te konce in mi je veliko zadovoljstvo in veselje, da nasmejim ljudi, da se ljudje dobro odzivajo na moj humor in sem jim zelo hvaležen, da me vedno
tako lepo sprejmejo. Zbor, znan po svoji srčnosti, povezanosti in izjemni vokalni energiji, je tudi tokrat postregel s skrbno izbranim programom. Koncert se mi je zdel super. Letos je bilo krasno, malo dinamično, veselo, malo smešno. Super. Ja, koncert je bil fin. A lepo pojejo. A srce dogodka je bil zbor. Mnogi obiskovalci so poudarili, da se na koncert pavze vračajo leto za letom, prav zaradi tiste dobline in pristnosti, ki jo znajo pevci prenesti s svojimi glasovi. Zelo svetovno, mi redno prihajamo, smo tudi sponzore, tako da je nam všeč, pa imam brata, pa imam svaka, ko pojejo pri pevskem zboru, tako da prihajamo vedno. Super, jaz koncert redno obiskujem. Všeč mi je bil Tilen in nasploh repertoar zbora. Koncert moškega pevskega zbora Kade Pauza je znova dokazal, da glasba povezuje ljudi in gradi mostove med generacijami. Z izjemno energijo, humorjem in srčnostjo so pevci še enkrat več ogreli srca občinstva ter obogatili kulturno dogajanje. Učenci in učenke podružnične osnovne šole Ptujska Gora pa so se izjemno potrudili in pripravili nastope pred svojimi starši in ob dnevom te šole. Prireditev pa so poimenovali kar Vrvež na šoli. Podružnična osnovna šola Ptujska Gora vsako leto pripravi nekaj zanimivega za dan šole. Tudi letos so pripravili posebno prireditev. Mi smo si letos zadali, da naredimo strnemo dejansko vse pridobitve, ki smo jih deležni. Ogromno jih je bilo, verjamem, oziroma glede na slišano od gospoda župana, da jih bo še več. In vse skupaj smo potem vpletli v naš vrvež, kajti mi, ko smo v šoli, smo glasni, ko se zunaj nekaj dela, so glasni in potem smo rekli, zakaj ne bi to naredili iz tega ene prijetne prireditve in nastal je ta naš vrvež na naši šoli. Seveda pa skrbijo, da je tako živahno, kot je bilo na prireditvi, tudi ob raznih dejavnostih šole. V šoli, ob šoli, za šolo, znotraj razredov, vrtca, vsega. Skratka, mi smo res ena bogata skupnost nastala iz sicer malo številčne šole, 32 otrok samo letos. Imamo še bogat vrtec in uživamo v družbi enega drugega. In kaj pravijo otroci? Kaj jim je všeč na šoli? Fajn, ja, s prijateljce se mi razumem, igramo zelo fajn. Da veni igramo nogomet, pa da se imamo fajn, pa da se zabavamo. Da smo dobili novo tehniko, pa nove predmete, pa smo si razdelili predmete. Kaj sošolci, pa sošolkami? V redu, ja. Pa jaz sem zdaj prišla na novo šolo, Tebi to zdaj čisto novo, ali kako? Ja. Kakšni so bili tisti prvi vtisi? Si se malo bala mogoče? Malo, ja, ampak ni bil taki dosti. Zdaj pa je v redu, ne? Ja. Da se zabavamo, pa da imamo dosti odmorov. Pa tudi na sam nastop so se dobro pripravili. Kaj vse si ti danes tukaj delal, pa ostali? Vodo, prireditev. A je bilo težko? Ne. Kako si kaj skupaj se pripravljal, ali si besedilo že dobil, ali kak je to bilo? Ja, doma sem vsak dan vadil, pa pri dramskih smo tudi vadili, pa vsaki četrtek pa torek. Najbolj všeč mi je bilo takrat, ko smo v zadnji ples odplesali. Taki posebna energija je bila, ne? Ja. In na koncu vsega so tisti dan še prespali v šoli. Vsi bomo v telovadnici, pa ne vem, pa pogovarjali se bomo malo. Verjetno bo bolj malo spanja, ne? Ja. No, učiteljica nam je rekla, da bomo imeli kako presenečenje tudi. No, čisto vsega niso uganili. Je pa res, da je bila tudi vodja malce skrivnostna vse do zadnjega hipa. Za danes pa pripravljamo še eno presenečenje in sicer smo si zadali noč knjige. Torej, mi smo zdaj se premaknili nazaj na našo staro prizorišče, se pravi našo novo šolo in tam nas čaka seveda najprej priprava na večer. Potem pa imamo pa branje, kaj bomo pa še počeli, pa ne ostane skrivnost. A gotovo so se imeli vse tako dobro, kot so se imeli med nastopom in pripravami na nastop. Saj so bili sproščeni, medtem ko so govorili, peli, plesali, igrali na inštrumente in pokazali svoje talente. Minulo soboto pa je na Lento zaživel nov lokal imenovan Benetke, ki obeta več kot le dobro kavo ali kozarec vina. Poglejmo. V soboto se je na Lentu odprl bar Benetke, ki obeta več kot le dobro kavo ali kozarec vina. Danes smo za vas čisto otvoritveno odprli Benetke. Znane do zdaj po takem bolj Beznica, Pajzlu,
od danes naprej pa pridite pogledati, res porihtali smo jih, vibe je, osebje top, ponudba še boljša, vse je. Benetke, kot se imenuje sveža pridobitev mestnemu Tripu, stoji za idejo mladega podjetnika Žana Fekonje, ki si želi v Mariboru nesti več življenja, sproščenosti in druženja. Sama ideja, Benetke so tukaj včasih se že imenovali ta lokal, zdaj se kar nekaj let ni. Meni tudi babica kar nekaj let nazaj dala en izvijač oziroma en odpirač, na katerem piše gor Benetke, in po tem odpiraču imamo danes logo in ime in smo združili vse skupaj v Benetke. Otvoritev je pritegnila lepo število obiskovalcev, kar dokazuje, da je zanimanje za to vrstne pobude veliko. Med gosti je bil tudi župan občine Sveta Trojica v Slovenskih Goricah. Ja, to je naš Trojičan, ki odpira lokal v Mariboru, tako da z veseljem podprem vse naše občane, ki se selijo v našo prestolnico Štajersko. In Žanu želim vso srečo, predvsem pa ogromno poslovnih uspehov. Vsi so se strinjali, da je pomembno, da mladi prevzemajo pobude in prispevajo k razvoju skupnosti. Seveda pa je na Žana bila na dan otvoritve ponosna tudi družina. Stric, ponosen stric, to je lep dogodek, podpiram mlade, ko se grejo v podjetništvo, si te težke čevlje stopijo, kajti podjetništvo ni lahko posel, ampak vseeno smo ena podjetniška družina, v celi familiji, v kateri od staršev, bratrancov in zdaj že tudi mlajše generacije. V prihodnjih tednih napoveduje tudi različne dogodke, s katerimi želi Lent še bolj oživeti in povezati ljudi vseh generacij. Lahko v bistvu kaj ne morete pričakovati, ne? Vse je lahko. Dopoldne bojo najjače kave z domačimi sendviči, popoldne bomo dali najboljše šprice, zvečer vinček, kaki slovenski pršut, mogoče kaki španski pršut, sir, vložena kumarca, taka ona, in mislim, da je to res, kaj si te hočeš še več. Za konec pa le še. Pustite se presenetiti. Toliko v oddaji Občinski informator, poglejmo pa še, kaj se bo dogajalo te dni v naših krajih. Jutri 1. maja bo v Selnici ob Dravi, ko že tradicionalno prvomajska budnica za začetkom ob 7. uri pred občinsko zgradbo. Prvomajska budnica bo tudi v občini Majšperk, in sicer pihalnega orkestra Talom Kidričevo ob 7. uri na Trgu Ptujske gore. Sledil bo tradicionalni pohod po gorski poti. Ob 7:30 na ploščadi pred KPC Majšperk ter ob 8:15 na ploščadi pred cerkvijo v Stoparcah. Želimo vam lep preostanek tega dneva in kar se da lepe praznike. Nasvidenje.